A mogoče veš, kakšen je v bistvu upbringing teh bandov v založbah? A je podobno kot v korejskih agencijah, kjer imajo trainije in jih v bistvu vlagajo ful denarja v njih in potem v bistvu jim računajo v tistem 7-letnem obdobju kontrakta, da jim ta denar izplačajo nazaj, ali imajo na Japonskem v bistvu drugačno? To me kar malo boli, da rečem, ampak Japonci so s tem začeli. Makes sense. The first slave maker. Ja, Japonci imajo agencijo, ki se imenuje Johnny's. Oni so znani po Asahi, ne, Arashi. Ja. Tako je. Arashi, Tokio, itd. Te so vsi njihovi. In pa prej, naprimer, ki si izpostavil One Ok Rock, taka njihov pevc je tudi tam. In on mislim, da je eden zelo redkih primerov, ki mu je uspel pobegati. Slave contract. To je dejansko pač ti pogodbe so znani kot slave contracti, ker dejansko v bistvu zacementirajo, da boš 7 let delal za njih, karkoli ti bojo rekli in še računali ti bojo povrh in ti ne boš v bistvu izplačan. Velikrat je tako, da nisi izplačan v tistih 7 letih čist nič, zato da oni kao pokrijejo stroške s tem, ko so te nekako. To je legit stvar. Da trenirali, da so te, ker veliko teh tako imenovanih idolov niso samo pevci, ampak jih trenirajo tudi, da se učijo kakšne tuje jezike, da se znajo promovirati v tujih državah, da postanejo mogoče kakšni modeli, da postanejo igralci, so kao mojstri, ampak dejansko veliko probajo delati, ampak niso mojstri ničesar zares. Mislim, lep primer, kako to deluje, pa dejansko kako deluje, pustimo BTS v Koreji, ampak na Japonskem je to Baby Metal. Ampak to je prvi band, ki je v bistvu jim ratal tako mladim. Johnny's konkretno vem, da pri 11 letih se starši odločijo, a bojo oni šli, bom rekel, regular high school nekako? Takrat oni imajo, njihova šola je tako, prvih 6 let osnovna šola, potem 3 leta junior high school in potem 3 leta high school in potem univerza. In tik pred tem jih pač začupatijo, bom rekel, in Baby Metal je v bistvu lep prikaz, ki se one niso prej poznale, one niso prej metala poslušale, one sploh niso vedele v bistvu realno, kaj je metal in so rekli, vi ste zdaj band, čau Miki, mi gremo naši. Ampak je pač zgodba v uspehu, ker so zdaj najbolj prodajan band ever. Koliko so bile stare, ko so začele? 13 je bila ta najstarejša. Bendi v teh agencijah ne nastanejo z željo memberjev, mi smo neki trije, ki radi skupaj gigajo, pa bomo zdaj pač ustvarjali ta punk rock band. Ne, oni so samo trainee in jim dajo glasbo, ki jo oni napišejo, jim dajo za izvajati. Vse jim je dano, oblečejo jih, postavijo na oder, ti samo opravi to, na kar smo te natrenirali. In to bo zdaj AI in denar, ki ga boste zaslužili, bo šel nam, v tvoj žep. Se dobijo pač tisto osnoven stanovanje, kot smo že prej omenili. Dobijo necesitete, dobijo od njih, to siguren, ampak naprimer glih to je, fora, Baby Metal so bile najprej 3, zdaj sta 2, ena je izstopila, glih iz tega, ampak to je še vedno megalomanska zgodba v uspehu. Mi smo jih delali gasometru 2020. Ko postaneš pa enkrat uspešen, potem se lahko v bistvu... zadnji koncert. Potem, ko ostaneš uspešen, se lahko potem zdilaš za novo pogodbo pod svojim pogojem. Zato, ker ti lahko pač takrat, ko imaš nek leverage, lahko rečeš ti pač, zdaj sem pa jaz Baby Metal, zdaj bomo pa tako delali kot prav. Sicer grem k druge agenciji, ki mi bo dala boljše pogoje. Tako, to je v bistvu tudi zdaj razlog, konkretno spet Baby Metal, ker so zamrznile svoje dejavnosti za 10 mesecev. To je bil v bistvu, kako bi rekel, štrajk. In pač je prišel record label do nekak realizacije, boljš, da jim damo njihove pogoje, kakor pa, da nimamo nič od tega. Sicer merch-wise so prodali še več, ko so bile, na hiatusu zdaj, ker se je pač folk bal, da tega več ne bo. Da so potem še dodatno se podpirali. Tako da je v bistvu community Baby Metal je iskreno, jaz mislim, da ga lahko komod primerjam z BTS-om. To je pač japonski odgovor na BTS za moje pojme. So they like them young. Ampak veš kaj je catch, Čak, BTS so tudi začeli mladi? Ne, mislim, da oni pa tam nekje
15, ki začnejo, ne, se uvajati vse. Ja, to so pa že to je bilo leti, to je koliko zelo so, odvisno, tako da. ne, to je zelo odvisno od generacije. Ne. Če govorimo zdaj o second, third generation, iz česar pač prihajajo BTS, takrat so jih basically vzeli iz. Pač zavedati se moramo, da v Koreji imamo 2 do 3 srednje šole, middle šole, ki se ukvarjajo z performance artom. Ena od bolj znanih je naprimer SOPA. Ne? In ta SOPA v bistvu nurtura tako imenovane performerje, igralce, pevce, whatever. Ne? In veliko teh, ki v bistvu nastopajo v teh idol skupinah, grejo najprej v ta school, zato da že tam v bistvu trenirajo in dobijo določene te kompetence. Hkrati pa se potem lahko jih headhuntajo v teh šolah kot prvo, lahko se pa tudi sami prijavijo, ker so pač na tej šoli in imajo pač potem take kompetence. Zdaj jih pa te headhunterji grejo iz teh šol že prej in jih v bistvu gre to ne samo po Koreji, ampak že po ostalih državah, Kitajska, Tajvan, Japonska. Zakaj? Ker želijo potem tudi outreachat market v te države. In zato je zdaj pač znano, da tako že pri 11-12 skušajo headhuntati ali pa še prej te dejansko memberje. Torej, si moram predstavljati, človek hodi po ulici, gleda mlade. To je zelo pogosto. I'm not a stalker, I'm a To headhunter. je zelo pogosto, ja. Recimo Twice, poznate vsi Twice? Twice, ne, ampak Sana iz Twice. Ne, dejansko jaz sem poznal. Moj K-pop je zelo soft, ja. Ja, moj tudi. Sana iz Twice, njo so pač headhuntali nekje v Osaki, jo je najdu pač in preprosto so jo pa v JYP dali in so jo natrenirali. Ampak basically pač te 11-12-letnike tam trenirajo, lahko par mesecev, lahko par let in zdaj vedno mlajši že v bistvu debujejo. Zdaj je že tako daleč šlo, da ti novi bendi v letih 2022-2023, mislim, da so že tako 13, se pravi, po njihovih letih, sicer 14, Koreja bo zdaj zamenjala ta letni sistem. Ja, zdaj, letos. Ja, čakaj, zaradi tega bodo šli minati kaj. Ne. To je takšen biznis, da ni dvakrat za reči. V času BTS-a so še gledali na to, da je vsaj middle school or something. Zdaj grejo že prej. Zdaj hočejo že tako otroke dobiti, jih natrenirati in čim prej, da grejo. Zdaj bo že rojen v stardom. Se kolikšen del tega korejskega GDP-ja je ta idol industrija? BTS je zaslužil toliko denarja za Korejo, pa toliko prepoznavnosti, da so skušali spremeniti zakone za njih, zato da njim ne bi bilo treba iti v vojsko. Pač veliko je bilo peticij v tej smeri. Želeli so jih enačiti s temi, recimo, ker če si ti recimo na olimpijskih igrah kot športnik dosegel zlato medaljo, potem je po zakonu ti ni treba iti mandatorij v vojsko, ker oni so uradno še vedno v vojni s Severno Korejo in morajo mandatorno služiti vsaj 2 leti vojsko. In potem taki recimo glasbeniki, ki so pač ne navadni glasbeniki, kakor idoli, ampak klasični glasbeniki, recimo ti, ki igrajo violine, piano, tako naprej. Ti, ki so ful znani, so tudi exempt od vojske, zaradi tega, ker baje ful promovirajo korejsko kulturo. Čaka pa League of Legends igralci? Tudi na to se bom. League of Legends igralci je tako. Do zdaj ni bilo pač nobenega zakona v to smer. Ja, Dango, League of Legends je pa tako. Zdaj delajo, mislim, da 2 ali 3 leta en turnir, ki se imenuje Asian Games. In ta Asian Games imajo medalje, kakor neka mini olimpijske igre za e-sports. In imajo medalje in so delali peticijo, da ti, ki bi osvojili zlato medaljo, tako imenovano pač prvo mesto na teh Asian Games, bi potem bili lahko exempt od vojske. To je bila ena peticija, ampak ni šlo naprej. Torej, konec koncev, to je ena velika motivacija, da postani dober, ne rabiš iti vojsko. Je pa tudi problem to, ko otroka v bistvu daš na tak slave contract, se on ne ve, kaj podpisuje in so njihovi starši v bistvu krivi, da jih dajo v tak sistem.
Tako da je veliko na njih. Problem pa je, da starši so pa verjetno tudi izhajajo, oziroma velikrat je zdaj že tako primer, da idoli, njihovi starši so dejansko kakšni igralci ali pa kakšni bivši idoli. Second generation slaves. In potem imajo povezave s temi agencijami in že vejo, lej, tvoj otrok je ziher talentiran, si ga dal že od mladih nog. Mislim, Marko, kaj ti zdaj govoriš, je zdaj zelo popularno na socialnih medijih. Nepo babies. They are everywhere. Everybody, nepo babies. Nepo babies, nisem že slišal za ta izraz. To se zdaj dogaja. Zdaj ugotavljam, da nepotizem from a small age, ne. Čisto vse filmske zvezde, kaj so zdaj popularne, kjer so starši bili popularni. Pa se to je bilo že. Celotna industrija je dejansko zdaj. Pa se jaz mislim, da je to že skozi bilo, sam zdaj je mogoče malo bolj izpostavljena. Ja, točno tak, ja. Ne, ampak to me dejansko spominja na tiste antične čase, ko pač, a child of a slave is a slave. A child of a king is the next king. Mislim, da smo prišli od tega, basically. Koncu se to je bilo odvečno, ne vem, kmet je imel otroke za to, da bo pač naprej prevzel to kmetijo, a veš, naprej fural, ne. V vsakem špohu je bil, ne vem, če je bil železar, a veš, je delo pač še naprej to, ne. Ali je bil pač fotor njegova inspiracija, ali pa pač zato, ker je to najbolj obvladal in je pač v to neko smer. Sej to je tako, kot je rekel, a ne, pač tukaj mu podpišejo starši, ne. Se otrok ne odločne. Se pač, to, da, slave contract, I mean, ja, očitno že ni jim bilo toliko beda, ne, če hočeš otroka v to not poturt. Ampak ti si delal večinoma ture za... Ne, ni jim bilo bed, špol. Ja, to ne.